Pozdravljeni! Podredno zloženo poved že poznate, danes pa bomo spoznali še priredno zloženo poved. Če za začetek samo ponovimo, kaj je podredno zložena poved, torej takšna poved vsebuje glavni in odvisni stavek, ki sta neenakovredna. Recimo, kepali se bomo, ko bo snežilo, ali pa kepali se bomo, kjer bomo hoteli. Glavni stavek v obeh povedih je kepali se bomo, v prvi povedi pa imamo časovni odvisnik, ko bo snežilo, v drugi povedi pa imamo krajevni odvisnik, kjer bomo hoteli. Med glavnim stavkom in odvisnim stavkom vedno pišemo vejico. Dobro pa je, da si zapomnite tudi to, da odvisni stavek tudi ne more stati samostojno. Zato mu tudi rečemo odvisnik, ker je v bistvu odvisen od glavnega stavka. Če glavnega stavka ni, sam po sebi praktično ne pomeni nič. Nam torej ob odvisniku še nekaj manjka. Če preberemo samo tale krajevni odvisnik, kjer bomo hoteli. Jaz mislim, da vam je jasno in da vsi slišite, da tukaj še nekaj manjka in to je glavni stavek. Priredno zložena poved pa je tista, ki vsebuje vsaj dva enakovredna stavka, lahko tudi več. Tukaj imate dve priredno zloženi povedi. Prva je, kepali se bomo, potem pa bomo jedli. In druga, kepali se bomo, saj je zapadlo veliko snega. Stavka v obeh povedih sta enakovredna in lahko stojita vsak zase, kar preverimo tako, da ju razdružimo v dve povedi. Če sta ti dve novi povedi smiselni, potem gre za priredje. Priredno zložena poved je, kepali se bomo, potem pa bomo jedli. In to zdaj lahko razbijamo na dve povedi. In sicer, kepali se bomo, potem bomo jedli. Torej je smiselno, ta dva stavka lahko stojita sama zase, kar pomeni, da sta enakovredna in je poved torej priredno zložena. Zdaj pa tisto, kar že vsi gotovo komaj čakate, poznamo več vrst priredno zložene povedi. In sicer vseh vrst je 7. Prvo je vezalno priredje. Takšna poved je sestavljena iz dveh stavkov ali več, torej iz 3, 4, 5 in tako dalje. Z vezalnim priredjem izražamo sočasna ali zaporedna dejanja, stavke pa povežemo z vezniki in, ter ali pa, pred njimi vejice običajno ni. Torej, poglejmo si primer. Imenuje se Lionel in piše se Messi. To sta dva stavka povezana z veznikom in. Lahko v bistvu veznik v vezalnem priredju tudi nadomestimo z vejico, pač veznik potem v tem primeru odpade. Recimo, imenuje se Lionel, vejica, piše se Messi. Tukaj je treba paziti, ker vsak stavek mora vsebovati osebno glagolsko obliko, sicer ni stavek. To poznate že od podredij, ker sta glavni in odvisni stavek oba vsebovala osebno glagolsko obliko. Enako je pri priredno zloženih povedih. Če pogledamo to poved, ki jo vidite na ekranu, v prvem stavku je osebna glagolska oblika imenuje se, v drugem stavku pa je osebna glagolska oblika piše se. Torej, to velja za vse vrste priredno zloženih povedi, ne samo za vezalno. In seveda za podredno zložene povedi. Drugo je stopnjevalno priredje. Tudi te povedi so iz dveh ali več stavkov. Kadar izražamo dejanja, ki so nenavadna, nepričakovana, se stopnjujejo ali pa jih želimo poudariti, stavke povežemo z dvodelnimi vezniki, ki jih vidite tukaj v rumenem krogu. Torej, ne le ali pa ne samo, na drugi strani pa ampak tudi, temveč tudi, pač pa tudi in tako naprej. Možnih je več kombinacij. Ko uporabimo te dvodelne veznike, vejico pišemo. Če pogledamo primer, nismo se samo sankali, vejica, ampak tudi smučali. V rumenem krogu pa vidite tudi dva dvodelna veznika, ki sta zapisana krepko. To sta ne in niti niti. Poglejmo si primer, nisem niti prebrala knjige, niti si ogledala filma. Kot vidite, tukaj vejice ni, kar velja tudi za dvodelni veznik ne.
Primer bi bil recimo nisem ne spala, ne počivala. In tudi tukaj vejice ni. Tretje je ločno priredje. Tudi takšna poved je zgrajena iz 2 ali več stavkov. Pri ločnem priredju izražamo dejanji, med katerima lahko izbiramo. Stavka pa povežemo z vezniki ali oziroma in spet imamo 2 dvodelna veznika, to sta ali in bodisi. Recimo, ali boš oblekel jakno ali pa ne boš šel ven. In živali so se bodisi poskrile, bodisi razbežale. Kot vidite, tukaj vejice ni. Četrto priredje je protivno. Takšna poved pa lahko vsebuje samo 2 stavka, torej več ne. Stavka, v katerih si dejanja, stanja ali lastnosti nasprotujejo, povežemo z vezniki a, ampak, toda, vendar, pa, temveč in marveč. Pred veznikom vejico pišemo. Recimo, nadel si je kapo, ampak mu je bilo vroče. Ali nisem bral knjige, temveč sem gledal film. Pomembno je, da si zapomnite to, da veznika temveč in marveč uporabljamo samo, če je prvi stavek zanikan. Torej, nisem bral knjige, to je zanikano, ne? Temveč sem gledal film. Peto priredje je pojasnjevalno in tudi takšna poved lahko vsebuje samo 2 stavka, več pa ne. Torej, kadar drugi stavek natančneje pojasnjuje prvi stavek, uporabimo veznike in sicer, kajti, saj in namreč. Pred veznikom pa vejico pišemo. Poglejmo si primer. Zbolela je, saj je delala angelčke v snegu. Šesto priredje je posledično. Tudi takšna poved vsebuje samo 2 stavka. Kadar je v drugem stavku izražena posledica dejanja iz prvega stavka, uporabimo veznik za to. Pred veznikom vejico pišemo. Pa še primer. Hodil je po ledu, zato je padel. Zadnje, 7. priredje je sklepalno. Tudi takšna poved vsebuje samo 2 stavka. Kadar je v drugem stavku izražen sklep, ki temelji na dokazih iz prvega stavka, uporabimo veznik torej in pred veznikom vejico pišemo. Primer, zunaj je 10 stopinj Celzija, torej ni tako mraz. Tako, zdaj poznate podredno zloženo poved, torej odvisnike, danes pa ste spoznali še priredno zloženo poved. Se slišimo!